Predlagam, da nadaljujemo. In sicer z našim drugim panelom, ki nosi naslov Prihodnost dobrega upravljanja v Evropski uniji. V tem panelu bo zaradi zadržanosti profesor Rupla v nadaljevanju konference prišlo do zamenjave med dvema predavateljema. In sicer kolega Justinek se bo pomaknil v zadnji panel, ki bo po kosilu profesor Rupel, vi boste pa nastopili sedaj. Torej, vabim naše govorce, da se nam kar pridružite tule spredaj. Nastopili bodo Petra Weingral, ki je docentka ali izredna profesorica? Docentka in skorajšnja izredna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, ki bo spregovorila o pravičnosti v okviru zasebnega uveljavljanja prava EU. Druga naša govornica bo izredna profesorica Liljana Brožič, ki bo naslovila tematiko strateškega kompasa Evropske unije nazaj v prihodnost ali naprej v reformo. Udalili tudi tebe, prosim. Kolega izredni profesor Boštjan Brezovnik bo spregovoril o decentralizirani Evropski uniji in je že z nami. In last but certainly not least, kot zadnji izvajalec v tem panelu bo pa še profesor Dimitrij Rupel, ki bo spregovoril o prihodnosti evropske diplomacije. Ta panel moramo nekako skleniti do 12:30 ure, ko bo za predavatelje nastopil odmor za kosilo, tako da vse govorce prosim, da ste koncizni. Če česa ne boste uspeli povedati, bo za to dosti prostora v sami razpravi. Tako da omejite se prosim na kakšnih 15 minut. Po teh 15 minutah lahko pričakujete, da bom nekako vam mahal v pozdrav, da je čas za naslednjega govorca. Torej, kolegica Petra, prosim, beseda je tvoja. Hvala lepa in zahvaljujem se organizatorju, da me je povabil v tako eminentno družbo. Torej, jaz bom kar brez prezentacije, tako da upam, da bom jasna in koncizna. Včasih vizualizacija pomaga, včasih pa moti. Torej, moja tema na prvi pogled mogoče deluje zelo specifična in kar drugačna od drugih, ampak je zelo povezana z vsem, kar je bilo že zjutraj povedano, pa tudi s tem, kar še bo in nasplošno pač z debatami o tem, kakšno Evropsko unijo hočemo. Torej, ko govorimo o delujoči demokraciji, o delujoči pravni državi, ne moremo mimo tega elementa zasebnega uveljavljanja prava. Pač ni delujoče demokracije brez delujočega aparata, torej zasebnega uveljavljanja prava. Nekateri celo menijo, da to je eno izmed meril, da dejansko demokracija dobro deluje. Čeprav ni nujno, če gremo preveč v drug ekstrem, ni nujno, da je to pravo merilo, ampak vsekakor nek odstotek zasebnega uveljavljanja pred sodišči in drugimi oblikami alternativnega reševanja sporov vsekakor kaže na to, da ljudje oziroma posamezniki, fizične in pravne osebe zaupajo tako v sistem kot v pravila. In torej, na nek način bi rada strukturirala to predavanje tako, da podarim pač, izpostavim ta vse večji poudarek v Evropski uniji, tako na zasebnem uveljavljanju prava na eni strani, kot tudi na pravičnosti na drugi strani. In če začnem najprej z vse večjim poudarkom na zasebnem uveljavljanju prava, posamezniki, torej fizične in pravne osebe, so vse bolj videne kot enforcerji v prava, torej ki v bistvu pomagajo javni sferi, recimo komisiji, nacionalnim uradom za varstvo konkurence, tržnim in drugim inšpektoratom, tudi pač organom pregona. Resursi so omejeni, tako finančni, časovni, kot tudi pač človeški viri in zasebniki seveda lahko pomagajo pri tem. Predvsem pa na to se naslanja torej Evropska komisija in predvsem ta element je potem tisti, to je ta pomemben element pri tem poudarku na zasebnem uveljavljanju na večjih področjih, tako v okviru konkurenčnega prava, recimo, tako v okviru potrošniškega akija, kot tudi recimo na področju enotnega digitalnega trga in na drugih področjih. In tu se pojavlja ta triada načel, ki vodi to, usmerja
to zasebno uveljavljanje, nasplošno sankcioniranje v EU, torej sankcije, tudi civilne sankcije, morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Ne. Ta element je tukaj zdaj izjemno pomemben, torej ta odvračilnost, poudarek na odvračilnosti civilnih sankcij, ne. Torej pronica ta koncept javnega prava v zasebno sfero na različne načine, ne. Recimo imamo zdaj odškodninske tožbe urejene z direktivo na področju konkurenčnega prava. Na področju potrošniškega akija, recimo imamo novo to omnibus direktivo, ki bi se morala začeti uporabljati konec maja v državah članicah, torej pred par dnevi. Je tudi velik poudarek na odvračilnosti, instrumenti, ki so na voljo, zdaj grejo v to smer posameznikom, torej, ki so na voljo. Torej tu imamo en velik poudarek na zasebnem uveljavljanju, hkrati pa to v povezavi z to nekim preporodom ali novim poudarkom na pravičnosti v Uniji. Ne? In tukaj to se pojavlja predvsem na področjih, ki jih pokriva komisarka Vestagerjeva, ne? Torej ta komisarka, ki že 8 let, torej že drugi mandat, skrbi za konkurenco, hkrati je zdaj trenutno podpredsednica komisije in je odgovorna tudi za digitalni trg, torej tudi umetno inteligenco in tako naprej. In zdaj vidimo, torej frekvenca uporabe besede pravično v EU se je, ne upam reči zdaj potrojila, ampak je, da je uporablja več kot pa 3 bivši komisarji na področju konkurence skupaj, ne, recimo. Torej, in pojavlja se, torej imamo pravičnost v okviru konkurenčnega prava, pravičnost v okviru enotnega digitalnega trga. Umetna inteligenca mora biti pravična, pravični in deeper and fairer market in tako naprej. Ne? Torej na vse strani sedaj poslušamo o tem in seveda v povezavi z zasebnim uveljavljanjem prava. In prav ta element pravičnosti je to, kar bi rada razvila in s čimer bi se rada ukvarjala in bo tudi seveda razvid v pisnem prispevku, da vas zdaj ne mučim preveč s tem, pa niti še ni tako daleč, da bi zdaj šla vse te oblike pravičnosti, ne, od torej distribucijske do korektivne, procesne in pa seveda različne situacije, ne, ko imamo pač horizontalno, bodi pravičnost na strani ponudbe, povpraševanja, vertikalno pravičnost in tako naprej. Ampak v glavnem, kar želim poudariti je s tem predavanjem, da bo pač ta pravičnost ena izmed dojemanje pravil, ne, kot pravičnih, torej bo ključno pač tudi zato, da bodo državljani zaupali v Unijo, da se bodo pač lahko naslonili na pravila in da jih bodo lahko tudi pač enostavno uveljavljali v praksi. In torej to ne samo v okviru teh zdaj multinacionalk pa big data problemov, ampak tudi mogoče, kar se tiče zdaj teh kriz, ki se jih soočamo, ne, s katerimi se soočamo, torej energetska kriza, cena in tako naprej. Ne. Tako da se mi zdi to, zdaj sem tako malo zašla v mislih, ampak to se mi zdi pač tak en element, ki bo ključen, ko se sprašujemo o tem, kakšno Evropo torej želimo. In seveda tukaj se ne postavljamo samo na položaj tistega, ki ga mi dojemamo, mogoče kot šibkejšo stranko, ker sem pač omenjala in konkurenco in omenjala sem potrošnike, ampak ker ko govorimo recimo o odvračilnih sankcijah, ne, se potem pojavi kritika recimo, da pa to ni pravično od tistega na drugi strani, ne, ki je tožen, ne, ni deležen nekih procesnih garancij, ki bi jih sicer bil, ko gre za neke sankcije z namenom prevencije in tako naprej. Tako da tako na kratko bi to s tem zdaj zaključila, pa se lahko potem malo več o tem pogovorimo, oziroma v okviru prispevka, če vas zanima, lahko malo več potem o tem preberete. Hvala. Hvala lepa, Petra, za tvojo jedrnato predstavitev, o kateri bomo prav gotovo lahko še kaj rekli, saj je pač načelo pravičnosti eno temeljnih gibal tudi delovanja Evropske unije v smislu njenega dobrega upravljanja. Zdaj pa k besedi vabim kolegico Liljano Brožič, ki se bo, kot je že prej bilo tudi nakazano v naših predhodnih razpravah, dotaknila krepitve vojaških pristojnosti Evropske unije. Prosim, Lili. Hvala lepa, Matej. Lepo pozdravljeni, vsem želim lep dan in sem vesela, ker sem z vami. Moram sicer uvodoma povedati, da se bom navezala skoraj na vse predhodne govorce. In sicer, če govorimo o
naslovu današnje konference, torej kakšno Evropsko unijo hočemo, poleg tega, da nam je dobro v tej Evropski uniji, si zagotovo želimo biti tudi varni. Zdaj, kaj pravzaprav ta varnost v tem kontekstu pomeni? Malo bi se vrnila v zgodovino, namreč v letu 1999 je prišlo do podpisa posebnega dogovora med angleškim pa francoskim predstavnikom, znan je tako pod imenom pogodba iz Saint-Mala, in sicer je bilo takrat odločeno, da bo Evropska unija zagotovila sicer tudi druge stvari, ampak to, kar želim danes poudariti, je to, da so se dogovorili, da bo skupna varnostna in obrambna politika Evropske unije imela od 50 do 60 tisoč vojakov, ki jih bo lahko napotila v roku 30 dni, kamorkoli bo pač potrebno. Moj namen je pa bil pregledati, kaj se je od takrat pa do letos, ko je bil sprejet strateški kompas, pravzaprav na tem področju sploh spremenilo. Poudariti moram, da vse to, kar so se takrat dogovorili, se še do danes ni zgodilo, ne? Torej Evropska unija nima na voljo 50 do 60 tisoč vojakov, ki bi jih lahko napotila nekam v 30 dneh. Je pa k tej skupni varnostni in obrambni politiki precej pripomoglo nekaj dogodkov, ki so se zgodili skoraj nedavno, in tukaj bi jaz izpostavila evropsko migrantsko krizo, pa COVID. Ne? Namreč v tem času, ko se je to zgodilo, je prišlo do pomembne spremembe v razumevanju skupne varnostne in obrambne politike EU, in sicer na način, da je Evropska unija prej vedno urejala neke varnostne primere, če jim lahko tako rečem, nekje drugje, nekje zunaj Evrope. Zdaj so pa prišle te, če jim lahko rečemo, nevarnostni grožnje kakorkoli dejansko v Evropo samo. Pri evropski migrantski krizi smo videli, kaj se je zgodilo, ko je pač prišla res velika količina migrantov v Evropo in jo je seveda našlo nepripravljeno. Takrat je prišlo do enega pojava, ki se je meni zdel vedno zelo zanimiv, in to je, da če si še v tako dobrem zavezništvu, ko pride do nekega problema, ga moraš najprej začeti reševati sam. Šele potem po različnih postopkih in podobne zadeve se vsi organizirajo, uskladijo in tako naprej in na nek način odreagirajo, ampak vedno moraš najprej poskrbeti sam zase. Torej, ko pa se je zgodil COVID, je že nekaj mojih predhodnikov danes tukaj povedali, kakšni so bili različni posamezni primeri in kako so se začele zadeve najprej reševati parcialno, preden so se začele reševati na nivoju Evropske unije. Tukaj bi mogoče malo sem spomnila tudi na primer, ki se je zgodil Italijanom, namreč Italija je imela dolga leta težave z migracijami, z valom iz Severne Afrike, in je ta val reševala dolgo časa sama, preden je sploh prišlo do neke kolektivne pripravljenosti, da se ta problem reši. Torej, Evropska unija je takrat pač 2016 odreagirala z globalno strategijo Evropske unije, v kateri je, verjetno boste zdaj se spomnili, uvedla stalno strukturno sodelovanje, Evropski obrambni sklad, pa letno načrtovanje na področju obrambe. In seveda leta 2019 je nekako bila obletnica 20. obletnica skupne varnostne in obrambne politike EU in išlo je kar nekaj zanimivih monografij in tako naprej, kjer so nekako ocenili njena prizadevanja, kaj se je do zdaj zgodilo, v čem je dobra, v čem je slaba, kako naprej. Se pravi, že preden se je začela ta razprava o prihodnosti Evropske unije. In seveda ambicije so bile že v globalni strategiji kar precej velike. Zdaj težko je reči, kaj se je v zadnjih 4 letih zgodilo, neke aktivnosti so se začele odvijati in podobno. Ampak seveda letos so napisali strateški kompas, že malo v drugačni postavitvi ob različnih drugih dogodkih, zdaj če spomnem malo na Krim, pa seveda tudi na ruski vojaški napad na Ukrajino. V tem dokumentu je zapisano, da je prišlo do strateškega kvantnega preskoka v razmišljanju, kar se tiče skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije. Res je, da je v tem dokumentu kar nekaj prizadevanj v smislu krepitve, sodelovanja, ne vem, dodatnih inštitucij, cel kup enih
mehanizmov spet, ne. To gre zelo nekako na mlin tistim vsem, ki ves čas opozarjajo, da ima Evropska unija cel kup nekih inštitucij in odločevalcev in nekih dejavnikov, dejansko se pa potem nič konkretnega iz tega ne zgodi. Namreč, zdaj v mislih imam predvsem te vojaške zmogljivosti, ki jih Evropska unija ima, ali če sem bolj natančna, če lahko temu tako rečem, da jih dejansko nima, ne. Zdaj, verjetno vsi veste, da, ali pa kdorkoli pač spremlja, recimo, kakšni so deleži bruto domačega proizvoda, ki ga države članice Evropske unije namenjajo za obrambo, zaradi tega, ker je pač večina teh držav hkrati tudi članica Zveze NATO. V Walesu je bilo dogovorjeno že leta 2012, da bojo države članice namenile 2% BDP za obrambo. Torej v poročilu NATO za leto 2020 lahko vidimo, da so države, ki imajo največji delež bruto domačega proizvoda, ki ga namenjajo za obrambo. Zdaj pa, če govorim najprej samo za Evropsko unijo, na prvem mestu je Turčija, ki namenja v ta namen skoraj 4% BDP-ja. Takoj na drugem mestu so ZDA, čeprav ne pašejo v Evropsko unijo, ampak na tretjem mestu je že Republika Hrvaška s 3,29% bruto domačega proizvoda. Torej, nekateri za te obrambne izdatke zelo skrbijo. Imamo nekaj držav, ki se ves čas nekje držijo, blizu 2%, kot je na primer Francija, Nemčija in še par baltskih držav, ki so v zadnjih letih, sploh po priključitvi Krima, to precej povečale. Je pa tudi dejstvo seveda, da je pa približno 2/3 držav takih, ki pa še vedno ne dosegajo teh 2%. Zakaj je zdaj teh 2% tako zelo pomembna zadeva? Namreč, tukaj vas samo spomnim, čeprav sem prepričan, da vsi to že veste, namreč po koncu hladne vojne so vse države te zadeve zmanjševale, ker pač ni bilo nevarnosti, šli smo več ali manj vsi v neke profesionalne vojske in podobne zadeve in seveda smo vedno manj kupovali in tako naprej, ker se pač bilo splošno znano, da nekako tega ne bi potrebovali. Tukaj bi vas spomnila samo še na zanimiv pojav, ki je bil v Sloveniji, mislim, da je bil 2011, ko so nekateri ljudje podpisovali peticijo, da se ukine vojska. Naj pa v zvezi s tem še poudarim naslednje. Torej, vedno manj se je pač tega denarja namenjalo, zmanjševale so se oborožene sile tudi v smislu številčnosti ljudi in podobne zadeve. In prišli smo v neko čudno situacijo, ko imamo zelo velike ideje, pa vse tako kaže tudi potrebe, pa enostavno nimamo zmogljivosti, s katerimi bi se lahko zoperstavili kakršnim koli neprijetnostim. Zdaj, jaz ne bi bila danes rada napačno razumljena, torej nisem militantno razpoložena, želim si, da bi se neke stvari reševale na nek vojaški način, ampak logika mi pa govori, ne, da so te stvari enostavno potrebne. Ne vem, pred časom je par dni nazaj, ko so objavili ponovno en intervju s pokojnim gospodom Borisom Pahorjem, ki je tudi zagovarjal, da bi Evropska unija mogla imeti svojo vojsko. Jaz sem se v svojem prispevku, ki ga pripravljam, pa osredotočila na teoretske vidike te skupne varnostne in obrambne politike. Seveda sem se spomnila najprej, kaj je bilo dogovorjeno v začetku, ko je bistveno manj držav izhajalo iz nekih geografskih značilnosti in ocenilo, kakšen bi mogel ta delež te vojske biti, če bi želel biti učinkovit. Seveda sem pregledala to globalno strategijo EU in pa strateški kompas. Vse skupaj sem pa gledala v smeri predloga, ki ga je Matej Avbelj predstavil seveda v okviru tega projekta, v katerem delujemo, pa še posebej v enem članku, ki ga je objavil in v katerem govori o tej reformni viziji. Ne. Torej, on izhaja iz dejstva, da definitivno Evropska unija potrebuje neke oborožene sile, neke vojaške zmogljivosti, za katere bi bilo najbolje, da so organizirane nekje v okviru Evropske unije, da niso del nacionalnih držav članic, ker zdaj, če zelo tako realno pogledamo, ne, vse te države, vključno z nami, pravzaprav nimajo nekih kapacitet, ki bi jih lahko združile
v neko zadevo, tako kot nekateri ocenjujejo, da bi to moglo biti. Namreč recimo Bastian Gigrich in soavtori so leta 2018 izvedli raziskavo in kasneje 2019 objavili članek, v katerem so ugotovili, da bi mogla Evropska unija, če bi želela biti nek primerljiv, kako bi rekla, primerljiv partner v konfliktu, recimo z Rusijo, da bi morala s tem, ko bi vsi prispevali 2% BDP, imeti nekaj manj kot 600 bilijonov evrov, zato da bi lahko v 20 letih razvila vse te zmogljivosti in da bi se lahko hipotetično branila recimo proti potencialni ruski agresiji. Ne. Zdaj vsi lahko vidite, da smo daleč od tega, da nič ne kaže v to smer. In seveda postavlja se vprašanje, kako te zadeve doseči. Zdaj, najboljš bi bilo, ne, da se te zadeve rešujejo na političnem nivoju. To, kar se je zgodilo v Rusiji, je za moje pojme neuspeh politike, diplomacije in še česa. Tako bi se mogli to reševati, ampak zdaj, a bo Evropska unija tako modra, tako povezana, tako enotna, namreč enotnost se zelo poudarja v strateškem kompasu, je odreagirala enotno na različnih frontah, ampak zdaj vprašanje, če bo to dovolj, treba bo najti neko miroljubno rešitev, če pa do nje ne bo prišlo, potem pa glede na to, kakšne zmogljivosti mi imamo, se nam kaj prav posebej dobro ne piše. Bi se pa navezala na nekaj stvari, ki so bile že prej omenjene, namreč profesor Jambrek je omenjal Huntingtona, ne, spopad civilizacij. Moram reči, da kljub tem nekim kritikam, ki sem jih ravno kar naslovila na način, kako Evropska unija skrbi za skupno varnostno in obrambno politiko, občudujem ta pojav Evropske unije v vseh njenih razsežnostih, ampak ne, še posebej v tem delu, kako združuje različne in kako veliko različnih stvari združuje. Namreč v tem kontekstu je recimo Kaplan zelo zanimivo napisal knjigo Balkan Ghost, Balkanski duh, ki je bila osnova, baje je to knjigo prebral Clinton in se takrat odločil za poseg v Srbiji, letalski napad. V njem opisuje, kako zelo turbulenten je Zahodni Balkan skozi zgodovino, kako veliko nekih dejavnikov se tam meša, od kulturnih do verskih, do političnih, do zgodovinskih, in da bo tako ostal še naprej, tako da recimo dejstvo, da Hrvaška tako zelo povečuje delež svojih obrambnih izdatkov, se mi zdi razumljiv. Mi je pa nenavadno recimo, kako pa imamo v Sloveniji čisto drugačen pristop do teh vsebin, torej pogrešam več razprav, več konferenc, več, ne vem, zbornikov, večjo angažiranost vseh tistih, ki se s temi področji ukvarjajo, jih je kar nekaj na različnih fakultetah. Kot en tak odličen primer bi omenila čas, ko smo se pripravljali na Evropsko unijo in NATO, takrat smo se o teh temah veliko pogovarjali, bila je res odlična kampanja, zdaj so pa stvari nekako drastično zamrle in debate dobesedno ni. Ne. Sicer neki posamezniki sodelujejo recimo v tem nastajanju strateškega kompasa, ampak po uradni dolžnosti in tako da si zelo želim, no, da bi še več lahko mogoče v naslednjem letu še kaj naredili po tem področju, pa seveda se zahvaljujem za vašo pozornost in se priporočam mogoče za kakšne vprašanja v nadaljevanju, tako da hvala lepa. Hvala lepa, Lili, tudi tebi za to zanimivo izvajanje. Še pred nadaljujemo, najkar izkoristim to priliko, da mi nekako tudi pod tvojo ingerenco ponudimo en tak forum za to vrstne razprave v naslednjem letu, ko se bo ta projekt še izvajal. Mislim, da bi bil to en tak naraven prostor, v katerem bi lahko združevali različne govorce z različnih fakultet, pa tudi iz tujine, da naslavljamo te pomembne teme. O tem lahko rečemo še kaj več v nadaljevanju. Torej, zdaj smo slišali najprej o pravičnosti kot enem elementu dobrega upravljanja, drugi element je bil seveda varnost, tretji element se pa nanaša na to, kako naj upravljamo, bodi si na bolj centraliziran ali decentraliziran način. V zvezi s tem pa nam bo spregovoril kolega Brezovnik. Prosim, beseda je tvoja. Jaz imam pa nekaj za pokazati. Ja, daj pogled, če je prižgan računalnik.
Dobro, tisti del, ki je po vsebini zelo pomemben, je potrebno najprej izpostaviti, da je Evropska unija glede na svoje geografske in zgodovinske značilnosti izjemno raznolika. Seveda tudi glede pravne ureditve, ki jo mi seveda skušamo v zadnjih desetletjih nekako poenotiti, ampak tisti del, ki je zelo pomemben, je, da so se države članice Evropske unije skozi zgodovino zelo različno razvijale, bilo je seveda dosti različnih vplivov od francoskega, nemškega in tako naprej. Danes ima 27 držav članic Evropske unije zelo raznoliko institucionalno ureditev, tako imamo 3 države, ki so zvezne, se pravi Nemčijo, Avstrijo in Belgijo, 2 sta tako imenovani regionalizirani državi, ki sta navidezno zvezni, se pravi Španijo in Italijo, potem pa imamo seveda ostali sestav 22 držav, ki dejansko nekako prikrivajo simetrično organizacijo z avtonomnimi regijami, gre za unitarne države, ki pa imajo seveda tudi notranjo zelo specifično ureditev. Potrebno je povedati, da je Evropska unija seveda unija držav, hkrati pa je tudi unija preko 90.000 različnih lokalnih skupnosti, ki se seveda na območju Evropske unije različno združujejo, medsebojno povezujejo. Imamo ustanovljenih preko 98.000 občin, 980 vmesnih entitet, 249 regij, kar pomeni, da je ta diapazon različnih teritorijalnih oblik in organizacij izjemno širok. Evropa se seveda ravno v sodobnem času srečuje, se pravi posamezne države, z vprašanjem centralizacije in decentralizacije. Če je bilo po drugi svetovni vojni, predvsem zaradi razrušene Evrope, zelo pomembno ustanavljati veliko število zelo majhnih lokalnih skupnosti, ki so pripomogli k obnovi Evrope in seveda gradnji infrastrukture, se je to po letu 50-55 začelo spreminjati. Predvsem v Avstriji so takrat prišli do spoznanja, da je preveliko število majhnih lokalnih skupnosti izrazito neracionalno, ni mogoče zasnovati večjih projektov in tako smo po letu 55 priča združevanjem lokalnih skupnosti, se pravi ta val se je začel v Avstriji, potem nadaljeval na Švedskem, Nizozemskem in tako naprej in danes smo priča temu valu še danes, se pravi pretežno, ko gre za države, se pravi Grčijo, Avstrijo, enako je razmišljajo na Češkem in tako dalje. Eden ključnih problemov, s katerim se danes srečujejo države, je problem tako imenovane fiskalne decentralizacije. Lokalnim skupnostim se ne namenja zadostna finančna sredstva, nenehno se jim pa nalagajo dodatne obveznosti in zaradi tega lokalne skupnosti niso sposobne zadovoljevati lokalnih javnih interesov v smislu proizvodnje in pribavljanja lokalnih javnih dobrin in pa lokalnih javnih storitev v smislu univerzalnosti in to je eden ključnih problemov, s katerim se danes srečujemo znotraj Evropske unije. Če tudi imamo ustanovljeno preveliko število premajhnih lokalnih skupnosti, imamo na drugi strani odziv, to bom pa pokazal najbolj na primeru Slovenije, se pravi je pripeljalo skozi razvoj do tako imenovanega regiopolisa, se pravi ustanavljajo se velike regije, se pravi centri moči, ki pritegnejo veliko število prebivalstva in Evropa se danes srečuje z izrazitimi dnevnimi ali pa stalnimi delovnimi migracijami na eni strani, na drugi strani pa prihaja do odmiranja periferije. Imamo danes celotna območja v Italiji, Španiji, Franciji, kjer se opuščajo vasi, opuščajo se mesta in se ljudje, predvsem mladi, selijo v centre moči. In zaradi tega se seveda Evropa, tako kot Slovenija, srečuje z tako imenovano razvojno ogroženostjo. Mi imamo znotraj Evropske unije celo vrsto regij, ki so razvojno ogrožene v smislu gospodarskega razvoja in tudi v smislu demografskega razvoja. Eden ključnih problemov, s katerim se danes srečujemo, predvsem v regijah, je ta, da
se posamezne regije znotraj držav, tudi znotraj Evropske unije, razvijajo do 3, 4 ali celo 5-krat počasneje, kot se razvijajo razvita urbana središča, ko govorimo o tako imenovanih regiopolisih. Nekaj podobnega se dogaja tudi v Sloveniji, tu lahko vidite tako imenovani indeks razvojne ogroženosti, ki ga pripravljajo na Ministrstvu za finance, Uradu za makroekonomske analize. In tisti del, ki je zelo pomemben, lahko vidite, da je osrednja slovenska regija za Ljubljano obarvana z belo, medtem ko so recimo temno obarvane Pomurje, Notranjska, potem pa padeta še Zasavje, Posavje in potem gre v tem nekem delu. Tisti del, ki je pomemben, tu je, se pravi podatki, ki so pomembni, je, da se Pomurje recimo v primerjavi z Ljubljano razvija 3-krat počasneje, podobno je z Zasavjem, Posavjem, podobno je z Notranjsko, tudi Goriško in tako naprej. Kakšen je rezultat tega počasnega razvoja? Rezultat je v tem, da smo priča mi danes izrazitim demografskim odmikom. V prihodnjih 20 letih se bo po prognozah Pomurje, Koroška, Zasavje, Posavje, Notranjska in Goriška se bodo skrčili približno za 16%. Ključni razlog za to krčenje, se pravi prebivalstveno krčenje in pa staranje prebivalstva, je v tem, da na teh območjih danes že ni več dovolj deklet in žen v rodni dobi, kar pomeni, da se že na teh območjih srečujemo z izrazito demografsko krizo. Recimo samo podatek, ki je dokaj pomemben, da se Goriška regija že približuje približno 50% prebivalcev starejših od 65 let, kar pomeni, da gre dejansko za izrazito staranje prebivalstva in seveda bodo lokalne skupnosti na teh območjih morale prebivalcem ponuditi popolnoma drugačne storitve, kot jih ponujajo danes. Recimo samo za Slovenijo je zelo pomemben podatek glede na staranje prebivalstva, da bi potrebovali v tem trenutku preko 20.000 postelj v domovih starostnikov, se pravi zato, da bi lahko zagotovili neko dolgotrajno in kvalitetno oskrbo, in ta številka se bo seveda še povečevala v prihodnje. Seveda je tu vprašanje rešitev in kaj narediti. Se pravi, zelo pomembna je ta dinamika, da se sledi tako imenovanim središčem centralnega pomena, ki lahko dejansko tudi nekako, se pravi preko tega koncepta, če bi jih ojačali, bi lahko nekako zasnovali nek skladen regionalni razvoj, seveda, če bi ta središča centralnega pomena odigrala svojo vlogo, ampak ta trenutek v Sloveniji, kot boste videli v nadaljevanju, prednjači Ljubljana, deloma še mogoče Maribor, medtem ko Koper že nazaduje tudi v smislu samega gospodarskega razvoja. Tisti del, ki je pomemben, je ta, da smo mi, se pravi, jaz vodim strokovno skupino za pripravo pokrajin in pa regionalizacijo, zdaj že 3. leto. Danes zjutraj sem končno po 3 letih zaključil z osnutki pokrajinske zakonodaje in jo predal naprej v Državni svet. Tisti del, ki je pomemben, je ta, da smo skozi študije in raziskave, ki temeljijo na 30-letnem delu, prišli nekako do spoznanja, da bi v Sloveniji, če bi seveda želeli vzpostaviti ustrezne strukture druge ravni lokalne samouprave, da bi v Sloveniji bilo najbolj smiselno ustanoviti 6 do 8 pokrajin. Ampak pri 6 do 8 pokrajin pomeni, da potem nimamo samostojne Koroške, nimamo samostojnega Pomurja, imamo združeno severno-južno Primorsko oziroma Goriško in Primorsko in tako naprej. In to pomeni, da če tudi bi mi postavili neke racionalne meje, bi seveda morali ob tem zanikati tudi tako imenovano nacionalno ali regionalno ali lokalno identiteto posameznikov, kar pa je zelo, zelo težko in smo pri teh poskusih naleteli tudi na veliko odpora. Ta del je tisti, ki je najbolj problematičen. Se pravi, ko smo leta 2019 začeli pripravljati predlog pokrajinske zakonodaje, to je bilo po 13. maju, smo pripravili analizo vseh tokov delovne mobilnosti med občinami in kot lahko vidite, se pravi, se vsa delovna mobilnost steka po večini v osrednjeslovensko regijo. Tu je potrebno povedati, da ko smo začeli pripravljati to zakonodajo, je bilo dnevnih delovnih migrantov, ki so se vozili iz preostalih delov Slovenije, 98 000.
Po 3 letih, zadnji podatki, ki sem jih pridobil mesec dni nazaj, pa kažejo, da je dnevnih delovnih migrantov že 117.000. In to je tisto, kar je najbolj zaskrbljujoče. Se pravi, osrednja slovenska regija se izrazito hitro razvija, odpirajo se nova in nova delovna mesta. Problem pa je v tem, da v osrednje slovenski regiji, predvsem v Ljubljani, ne sledijo, se pravi, predvsem v urbanem smislu, ne zmorejo slediti potrebam prebivalstva, ki se dnevno vozi. Se pravi, poleg, če upoštevate to, se pravi, da imamo dnevnih delovnih migrantov 117.000, v Ljubljano se dnevno pripelje preko 140.000 vozil, skupno pa v Ljubljano po različnih upravkih dnevno pride čez 500.000 prebivalcev. Kar praktično pomeni, da se je dejansko izkazalo, da smo mi prišli oziroma gremo po poti tako imenovane dejanske centralizacije, ki pa se odraža tudi skozi dejansko fiskalno decentralizacijo. Mogoče podatek, ki je tudi zanimiv, je ta, da je med delodajalci, če gledamo po teritorijih oziroma po občinah, Ljubljana na prvem mestu pri 292.000 prebivalci ima 216.000 delovnih mest. In dejstvo je to, da je to podatek za leto 2018, zadnji podatek. Ta znesek je zdaj, se pravi, ta številka je zrasla še za približno 8 do 9 tisoč delovnih mest in napoved je, da če ne bo prišlo do zasnove zagotavljanja skladnega regionalnega razvoja z ustanovitvijo pokrajin, potem se predvideva, da bo v naslednjih 8 do 10 letih število delovnih mest v Ljubljani preseglo število prebivalcev. Kar pomeni, da bo seveda tudi v urbanem smislu Ljubljana postala izjemno obremenjena. Že tako ali tako je z odplakami, z odpadki, z slabim zrakom in tako naprej. In najbolj zanimivo, ta preskok, če je Ljubljana največje mesto, bi Maribor kot najmanjše mesto moral imeti večji odstotek, se pravi, Ljubljana ima 26,6% delovnih mest, Maribor 7,1%, potem pa si sledijo Celje 3,5% in tako naprej. In to je dejansko se je pokazalo, da so vsa ta mesta, ko danes govorimo o Kranju, Celju, Novem mestu, tudi Mariboru, se pravi, so vsa ta mesta danes že postala spalna naselja za dnevne delovne migrante. Kaj je rešitev? Ena izmed rešitev, ki smo jo mi predlagali kot strokovna skupina na začetku, takrat se mogoče spomnite, so se potem vsi začeli jezditi na nas, ker smo pripravili neko teritorijalno členitev, ampak to je običajni proces, katerega pri nas mogoče marsikdo ni razumel. Se pravi, najprej je potrebno pripraviti teritorijalno členitev. Šele takrat, ko ti veš, kako močne imaš teritorijalne strukture, lahko na to obešaš pristojnosti in pa na to dodajaš finančna sredstva. Mi smo si takrat pripravili v okviru strokovne skupine, v kateri sodeluje preko 60 strokovnjakov. Še Matej je tam notri, vsake toliko si nam malce zagrenil življenje, ampak okej, to ti je oproščeno. Se pravi, smo takrat naredili razrez in pripravili potem pregled pristojnosti. Naš cilj je bil, da se vzpostavijo takšne teritorijalne enote, ki bodo medsebojno podobne, da ni prevelikih razlik, tako kot je recimo pripeljalo pri slovenskih občinah, kjer imamo najmanjšo občino Hodoš, ki ima nekaj več kot 300 prebivalcev, pa mestno občino Ljubljana za skoraj 300.000, imata pa obe popolnoma enake pristojnosti. In tega okvira smo se v strokovnem krogu držali, se pravi, pripravili smo razrez 10 pokrajin z 2 mestoma s posebnim statusom, pri čemer je bila razlika med njimi nekje 1:3, se pravi, nobena pokrajina ni imela manj kot 100.000 prebivalcev. Potem smo seveda na to pripravili pregled pristojnosti, obdelali smo dejansko preko 160 zakonov in pripravili ta pregled ter naredili oceno finančnih posledic in bi dejansko pomenilo, da če bi prenesli vse te pristojnosti po 160 zakonih, ki so regionalnega značaja, bi morali pokrajinam namenjati od 1,6 do 2,1 milijarde evrov, kar dejansko pomeni, da bi vsako območje seveda dobilo ustrezna finančna sredstva, ki bi jih seveda porabili lokalno, se pravi na tem območju. Danes problem, ki ga imamo, je v tem, da se vsi projekti pripravljajo in vodijo, regionalni projekti v Ljubljani in se seveda sredstva delijo po večini glede na politično pripadnost in tako naprej, ne pa razpršijo po celotnem teritoriju
Slovenije. Tekom te priprave smo upravili tudi razpravo in vključili v skladu z ustavnim določilom občine v to razpravo. Od 212 občin smo naredili predstavitev v 136 občinah, porabili smo 8 mesecev, da smo dejansko dobili tudi od njih odziv, pri čemer se je pa izkazalo, da so občine seveda začele ali pa so vztrajale na svoji regionalni, lokalni identiteti in pa na obstoječih povezavah, ki jih že imajo. Kar pomeni, da njihov predlog odstopa od strokovnega predloga, predvsem zaradi tega, ker že sami vedo, kako se lahko povezujejo, da so čim bolj učinkoviti, racionalni pri porabi finančnih sredstev in tako naprej. In njihov predlog je prišel, se pravi, če smo mi predlagali 10+2, so oni predlagali 15+1. Včeraj sta dve komisiji Državnega sveta ta predlog podprli, tako da bo Državni svet 6. julija odločal o tem predlogu. Zdaj tisti del, ki je mogoče meni pomemben, glede na to, se strokovno s tem ukvarjam, pa že toliko časa na tem delamo, je sledeč. V Sloveniji smo v zadnjih 30 letih imeli razpravo vse od 3 pa do 26 pokrajin. Na koncu je čisto vseeno, koliko jih bomo imeli, pomembno je, da jih čim prej dobimo, zato da bomo lahko začeli z investicijami v regionalna okolja, da bomo lahko zadržali delovna mesta, ljudi v lokalnih okoljih in da bomo, če se le da, razbremenili tudi Ljubljano. Hvala. Hvala lepa za to tudi zelo zanimivo izvajanje, vpogled ne samo v nadnacionalni, nacionalni vidik delovanja Evropske unije, ampak v ta pogosto spregledan infranacionalni vidik, torej lokalnih ravni. Prepričan sem, da bomo tudi o tem lahko marsikaj spregovorili v nadaljevanju. Zdaj pa k besedi vabim še profesor Rupla, ki bo namesto v zadnjem panelu nastopil v tem in spregovoril seveda o zunanji politiki Evropske unije, o prihodnosti evropske diplomacije. Prosim, profesor Rupel, beseda je vaša. Skupaj lep pozdrav. Govoril bom o evropski diplomaciji, čeprav seveda ta naslov lahko tudi zavaja, ker evropska diplomacija lahko po svoje pomeni diplomacijo Evrope, lahko pa pomeni tudi diplomacijo, kakršno poznamo v Evropi. Zdaj, jaz mislim, da je neko temeljno pravilo, aksiom, da ni države brez diplomacije in vojske seveda, in da vojska oziroma diplomacija zahtevata državo. To se pravi, da obstaja tukaj neko obvezno medsebojno razmerje. Moje vprašanje je, ali dejansko obstaja evropska diplomacija in na kakšen način. Danes je Evropski svet zbor 27 predstavnikov, predsednikov vlad oziroma držav, zunanji ministri pa se zbirajo samo v Svetu za zunanje zadeve, to je Foreign Affairs Council, FAC. No, že v Drnovškovih časih, spomnite se nazaj, naprimer leta 2000 so nekateri člani takrat ustanovljene evropskega oddelka zunanjih zadev, evropskega resorja, so takrat govorili, da je Evropska unija pravzaprav že država in da ima pač svojega zunanjega ministra, lokalni zunanji ministri, se pravi ministri držav članic, pa naj bi počasi izumrli. Jaz sem že takrat nekako dvomil, da bi se bili Angleži, takrat so bili oni še člani Evropske unije, ali Francozi pripravljeni odpovedati svojim zunanjim ministrstvom. Moje domneve so, bom rekel zelo preprosto, Angleži potrdili s tem, da so iz Evropske unije izstopili. Da bi bila Evropska unija država, bi morala imeti Evropsko vojsko in svoje obrambno ministrstvo.
in evropsko diplomacijo oziroma evropskega zunanjega ministra. Podobi evropskega zunanjega ministra se je še najbolj približal, nekateri se boste še spominjali, Javier Solana, ki je bil 10 let visoki predstavnik za zunanje zadeve in varnostno politiko. Hkrati pa je bil tudi generalni sekretar Evropskega sveta. Solana je imel svoj aparat v Evropskem svetu in analitično službo, bil pa je tudi povezan z neko inštitucijo, ki je sicer znamenita, to je pariški think tank, ki se imenuje Evropski svet za zunanje odnose, European Council on Foreign Relations. Za zunanje, predvsem trgovinske odnose in za evropsko sosedsko politiko je ta čas, se pravi med letoma 4-9, pristojna še komisarka Benita Ferrero-Waldner. Pred njo je bil na tem položaju Chris Patten, spet opozarjam, da je takrat Velika Britanija bila še članica, imeniten diplomat in nekoč tudi predstavnik Velike Britanije oziroma poveljnik Hongkonga. Kako se temu reče? Guverner. No, danes sta Solanova in funkcija Waldnerjeve združeni v eni osebi. Tej osebi se reče Josep Borrell, vendar tudi on ni pravi zunanji minister. Kako bi to dobil, ko imajo odločilne zunanje ministre Nemčija, Francija, Italija, Španija, ne bom imen našteval. Današnji ministri mogoče ne dosegajo vzornikov, kot so bili recimo Genscher ali pa Joschka Fischer ali pa Frank-Walter Steinmeier, sedanji predsednik Nemčije, ali pa francoski Dumas ali pa britanska ministra Hurt in Miliband. Toda za njimi stojijo velika ministrstva, ki imajo po 200 ali več nacionalnih predstavništev, po 150 ali več nacionalnih veleposlaništev. Že pred vstopom Slovenije je bila evropska diplomacija v glavnem v rokah velikih članic, ki so si pridržale večje pravice od ostalih, tudi po Lizbonski pogodbi. Po Lizbonski pogodbi so precej pristojnosti izgubili zunanji ministri, ki niso bili več člani Evropskega sveta. Prav tako je nehal obstajati GAERC, Svet Evropske unije za splošne zadeve in zunanje odnose. Evropska unija vsebuje različne diplomatske kanale. Poleg nacionalnih diplomacij za zunanji ministrstvi, kot so recimo Quai d'Orsay v Franciji, Farnesina v Italiji, Auswärtiges Amt v Nemčiji, je po vsem svetu razpršena Evropska služba za zunanje dejavnosti, European External Action Service, ki jo vodi visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko, CFSP. V državah zunaj Evropske unije ima torej ta služba preko 4000 uslužbencev, ima okrog 140 predstavništev in letni proračun 678 milijonov evrov. To je velikanski sistem, ki lahko skupaj z nacionalnimi veleposlaništvi, pa še z obveščevalnimi službami, predstavništvi mednarodnih organizacij in tako naprej opravi veliko dela. Vprašanje je, če ga res opravlja. Da je državna velikost odločilna tudi v diplomaciji, povejo različni formati, ki delujejo zunaj 27-članskega Evropskega sveta, oziroma sveta za zunanje zadeve. Januarja 1963 sta, spomnite se, Charles de Gaulle, tedajni predsednik Francije, in Konrad Adenauer, podpisala Elizejsko pogodbo, ki je leta 2019 sledila Aachenska pogodba. Tu je potem recimo še en značilen format, Weimarski trikotnik iz leta 1991. Ustanovili so ga zunanji ministri Nemčije, Francije in Poljske. Problemi z Ukrajino so leta 2014 botrovali nastanku
normandijskega formata, katerega članice so Nemčija, Francija, Rusija in Ukrajina. Od Evropske unije Nemčija in Francija spet. V nemškem zunanjem ministrstvu je državna sekretarka Anna Lürmann, ona je komisarka za nemško-francoske zadeve, oziroma nemško-francosko sodelovanje. Včasih pa, mimogrede rečeno, se na skupnih sejah sestajata vladi Nemčije in Francije. Kaj hočem povedati s tem, da seveda imamo opraviti v Evropski uniji z dvema državama, ki sta si, ki sta prevzeli veliko odgovornosti in ki saj na videz zelo zgledno sodelujeta, predvsem ko zastopata svoj pomemben izreden položaj. Posebej prisrčni so bili recimo odnosi med Mitterrandom in Kohlom. Skladnost teh politik, francoske in nemške, in frekvenca skupnih nastopov sta bili pomembni, posebej ob koncu hladne vojne, ob združevanju Nemčiji, pri podpori Gorbačovu in pri reševanju jugoslovanske krize. Nedavno so bili objavljeni nemški arhivi iz leta 1991, arhivi nemškega zunanjega ministrstva, ki zelo podrobno prikazujejo, tako rečem, to sodelovanje in kakšen opazovalec bi lahko rekel sozarotništvo. Iz teh dokumentov razvidno, da je bilo nemško-francosko sodelovanje res bistvenega pomena, tudi za priznanje Slovenije, konec leta 1991. Sicer pa je bilo posebej pri Francozih zaradi gospodarskih in vojaških razlik, predvsem pa zaradi razlik pri odnosih do NATO, Rusije in Združenih držav Amerike, večkrat opazno nasprotovanje nemškim stališčem. Francozi in Nemci so nastopali skupaj, zelo pogosto, ampak so tudi imeli med seboj zelo resne razlike in tudi prepire in tudi so marsikaj vedeli drug o drugem povedati, kada so se pogovarjali s tretjimi državami. Ne glede na to, je bolj ali manj jasno, da Evropsko unijo in njeno zunanjo politiko vodita predvsem Nemčija in Francija. Najresnejši udarec nemško-francoskemu sodelovanju je pomenila neuspešna konvencija o prihodnosti Evrope 2002. 2005 je ta konvencija, oziroma je predlog ustave propadel. Paradoks je v tem, da je konvencijo vodil Francoz, Giscard d'Estaing, bivši predsednik, da so evropsko ustavo najbolj podpirali Nemci, na referendumu pa so jo zavrnili ravno Francozi. Leta 2021 so novo konvencijo spodbudili Francozi, takrat pa naj bi šlo za izmenjavo stališč od spodaj navzgor, kot se je takrat govorilo. Rezultat je bil pozitiven predvsem na področju skupne evropske obrambe, sicer pa se je visoko na prednostnem seznamu ukrepov znašlo odločanje z večino glasov, ki ni všeč manjšim državam, o tem je bilo danes že v začetku govora. Te manjše države so se v zadnjem času večkrat povedovale v različnih srednjeevropskih in vmesnoevropskih formatih, od Višegrajske četverice do pobude treh morij. Gre za 12 držav med Baltskim, Črnim in Jadranskim morjem. Manjše države se bojijo, in tu zdaj prehajam k ključnemu argumentu, manjše države se bojijo, da bi Nemčija, posebej zdaj, ko so na oblasti socialdemokrati, s Francijo in drugimi prvotnimi članicami, državami tega prvotne šesterice ali pa 12 vsaj, z jedrnimi državami, hotela ponoviti konvencijo, da bi prišlo do, ne do posvetovanja od spodaj navzgor, ampak nek sestanek, morda širok sestanek vseh držav, seveda, da bi prišlo do preobrazbe Evropske unije v federacijo oziroma v, prej bilo rečeno,
Ever Closer Union. Ne? Imenovala naj bi se po mnenju prejšnjega socialdemokratskega predsednika Združene države Evrope. In manjšim državam, tako se bojijo v Srednji Evropi nekatere države, manjšim državam bi velike ponudile izbiro vzemite ali pustite. Evropska federacija bi seveda prizadela narodno-kulturne raznolikosti, pri čemer bi se izognila dolgotrajnemu odločanju s soglasjem. To pa bi seveda omogočilo tesnejše povezovanje tudi na področju zunanje politike. Po eni strani seveda bi imeli neko kulturno težavo, po drugi strani bi prišli do neke večje učinkovitosti seveda, kar je ozadje te ideje. No, gre za vprašanje preobrazbe Evropske unije v prvovrstno svetovno silo, ki bi lahko tekmovala z Združenimi državami Amerike, Kitajsko in Rusijo. Gre za idejo takšne preobrazbe. V zadnjih mesecih se je v to razmišljanje seveda vpletla rusko-ukrajinska vojna. Ruski predsednik Putin je bil najbrž zadovoljen, da sta ga ločeno obiskovala nemški kancler Scholz in francoski predsednik Macron, saj sta dokazovala, da evropska zunanja politika dejansko ne obstaja. Čeprav sta se predstavljala kot voditelja Evropske unije, to je bilo v Macronovem primeru celo primerno, ker je Francija predseduje v tem semestru Evropski uniji. Ampak seveda on najbrž ni govoril, da tako rečem, v imenu Evropske unije. Če bi to govoril, bi mu morda učitali to, kar so nekoč Janezu Janši učitali, da govori v imenu, oziroma da si predstavlja, da govori v imenu Evropske unije. Seveda predsedujoči po Lizbonski pogodbi danes ni to, kar je bil predsedujoči leta recimo 2008. No, čeprav torej sta se predstavljala kot voditelja Evropske unije, kar je bilo v Macronovem primeru umestno, sta dejansko zastopala samo svoje države. Po Brexitu je Francija, spomnimo se, edina jedrska sila v Evropski uniji, po drugi strani je stalna članica Varnostnega sveta OZN, obe državi pa sta članici svetovne elite G7. Mimogrede do Krima je obstajala skupina G8, se pravi do leta 2014. Kako razglašena je evropska zunanja politika, govori tudi obisk 3 srednjeevropskih predsednikov vlade, Janše, Fiale in Moravieckega, v Kijevu 15. marca. Slovenska opozicija, torej ta, ki je zdaj postala slovenska vlada, je takrat kritizirala Janšo, češ da razbija enotnost Evropske unije, v resnici pa je bil, to je treba najbrž ugotoviti, obisk uspel poskus nove enotnosti proti Rusiji. S to enotnostjo je, kot vemo, nekaj težav, saj je Nemčija, poleg nje pa še Madžarska, življenjsko odvisna od ruskih energentov. Dejansko je v stiski tudi Slovenija, saj je odvisna od Nemčije. V prihodnjih mesecih, govorimo o prihodnosti, morda tudi letih bomo gledali veliko diplomatsko igro odvisnosti oziroma neodvisnosti med Nemčijo in Rusijo. V njej bo zmagal tisti, ki bo dokazal, da je manj odvisen od nasprotnega igralca. Putin je verjetno prepričan, da bo podobno kot Stalin po drugi svetovni vojni zmagal on, in ta zmaga ne bo povezana samo z izidom igre odvisnosti oziroma neodvisnosti, ampak tudi ali predvsem z izidom vojne v Ukrajini, s politiko NATO in tudi s politiko Evropske unije. Včasih se zdi, da je Nemčija disciplinirana članica obeh povezav, včasih se zdi, da ju usmerja in v njima odloča. In zdaj na koncu še nekaj povem. Igra odvisnosti oziroma igra neodvisnosti vključuje prav 3 igralce. Nemčijo, katere predstavnica bolj ali manj estetsko, kateri predseduje bolj ali manj estetski način
nemška predsednica. Kancler Nemčije si obeta Evropsko federacijo. Poleg Nemčije torej je v tej igri še Francija in so v tej igri Združene države Amerike. Vsak od teh treh igralcev ima svoje adute, bolj ali manj neodvisne, pa so samo Združene države Amerike in Francija. Obe državi imata atomsko orožje in sta članici Varnostnega sveta OZN in dejansko od te igre je odvisna prihodnost evropske diplomacije. Če bo nastala Evropska federacija, kar bi bilo po svoje koristno, vendar je vse manj verjetno, bodo morale velike države, kot so Francija, Italija, Nemčija, Poljska in Španija, svoje nacionalne diplomacije združiti v nadnacionalno in enotno evropsko diplomacijo, ki bo predvsem francoska in nemška. Če pa Evropa ostane povezava suverenih držav, bo njena diplomacija bojišče evropskih nacionalnih interesov, med katerimi bodo prevladovali nemški in francoski. Prihodnja evropska diplomacija to bo torej bodisi de facto, bodisi de jure nemško-francoska stvar, kar bo nekatere države, morda srednjeevropske, med njimi tudi Slovenijo, prisililo k združevanju svojih moči in k povezovanju z zunaj evropskimi silami, naprimer z Združenimi državami Amerike. Naši politiki včasih govorijo o tem, da se mora Slovenija sesti na francosko-nemški vlak. No, torej ta vlak zelo počasi prihaja na ljubljansko postajo in prav zaenkrat, če nimamo vabila, da bi sedli na ta vlak, oziroma na tem vlaku še nismo. In to je tudi prav bistveno, kar hočem povedati. Hvala lepa. Hvala lepa, profesor Rupel, za to vaše izjemno zanimivo izvajanje, ki kar kliče po reakcijah. Tako da, tako kot po prvem panelu, tudi zdaj odpiram ta prostor za razpravo. Eno vprašanje je ostalo neodgovorjeno po prvem panelu. Če sodi v ta kontekst, vas vabim, da ga zastavite. Ne? Aha, se opravičujem. Kolegica Katarina, bom jaz se tjale presedel. Se grem lahko k vam, če me marate. Tako da bom bolje videl in bolje slišal tisto, kar imate povedati. Moje vprašanje bi šlo pa prvi razpravljalki in zadnjemu razpravljalcu. Zelo mi je všeč zasnova, vem, da je work in progress, ne? In bom z veseljem prebrala tu članek, mislim, da bo super, no? Tako kot je nastavljen in si povedala, se mi zdi krasno. Ta koncept pravičnosti nekako se mi zdi, da je tako vstopil ta diskurs kot evropske suverenosti, parcialno, kar naenkrat govorimo na cel kup enih področjih o tem pojmu, o tem konceptu, ki ga moramo pa še razdelati. Za razliko od evropske suverenosti se koncept pravičnosti najde v sekundarni zakonodaji in je moje vprašanje tebi, je to, lahko rečemo, avtonomni pojem prava Evropske unije in koliko bodo nacionalne ureditve države članice ta koncept različno razlagale v nacionalnih postopkih, ker se zdi, da bo do tega prišlo, ne? Nadaljujem še z drugim vprašanjem. Profesor Rupel, če smo pri matematiki, pa rečemo enačbo, Chris Patten plus Javier Solana je enako Borrell zdaj. Ali je lahko Romano Prodi enako predsednik Evropskega sveta? Hvala. Aha, izvolite. Ja, jaz sem pravzaprav Boris Nemec iz Nove Gorice, najbolj zainteresiran bil seveda za predavanje o decentralizaciji v pokrajinah. In tu je zdaj tudi zato, kot Forum za Goriško se posebej borimo, že praktično nastali smo leta 1994, prav zaradi tega vprašanja. Ne? Zdaj, mene zanima, leta 2008, junija meseca smo imeli referendum. Mi smo bili najdlje pravzaprav so zakonodajo. Leta 2008. Pripravil je
tedajni minister za lokalno samoupravo. In seveda takrat je SD Pahor rekel, da bo dal svoje glasove, to se pravi 60 je bilo potrebno v parlamentu, če bodo pripravljeni vseh 7 zakonov, vključno s finančnimi. Bili so pripravljeni vsi, vključno s finančnimi, nikoli tako dobrega predloga ni bilo. Kljub temu seveda je Pahor odmaknil svojo podporo, potem je prišlo do referenduma. Na tem referendumu je pravzaprav Ljubljana bila proti uvedbi pokrajin in Koper je bil proti. Vse ostale pokrajine so bile za, vendar udeležba je bila 11-12%. Vsi centralni ljubljanski časopisi so gnali gonjo, koliko bo to podražilo, koliko bo to uničeno, nemogoče. Se pravi, 30 let imamo v ustavi pokrajine, vendar očitno vse strokovnjaki, ki ste zdaj, čestitam gospod Breznik za to, kar ste predstavili, odlični strokovni, ampak očitno politika tega ne dovoli. Se pravi, vprašanje je, zdaj recimo nastopil je naš dober znanec kot predsednik vlade Golob, ki ga osebno dobro poznam, tudi njegovo stališče okrog tega. Prvo so rekli, rabimo 2 mandata za uvedbo pokrajin. Torej, brez veze. Na podlagi vaših zadev vedmo v 6 mesecih pokrajine. Strokovno je že vse dodelano, očitno politične volje ni. In zato se sprašujem pravzaprav in vas prosim, mogoče profesorja Rupla, ki je najbolj eminenten politik v tem času bil tlele, seveda bolj kot strokovno vprašanje je politično vprašanje. Hočemo ali nočemo pokrajin in zakaj jih pravzaprav nočemo, čeprav vidimo, Ljubljana se bo zadušila sama v sebe, medtem ko bomo prostor, obmejni prostor spraznili. In to je najslabše, kar lahko človek napravi, da obmejne prostore sprazni. Jutri se bojo lahko tja naselili vse te praznjene vasi, kdo ve kdo iz Evrope ali pa izven Evrope, in to ne bo več slovensko nacionalno ozemlje. Poglejmo, kaj se je zgodilo Makedoncem. Od potresa v Skopju, ko so vsi drveli v Skopje in vsi zapustili svoja ognišča in zemlje in tako naprej. To se bo nam ponovilo. Zato gospodu profesorju dr. Ruplu, posebej mogoče od njega, kot bi želel oceno, ali je to politično sploh možno v Sloveniji ali ne. Hvala lepa. Hvala tudi za to vprašanje. Še profesor Jazbec. Hvala lepa. Zelo na kratko vprašanje za kolega profesora Rupla. Recimo, da je Evropska služba za zunanje zadeve diplomacija. Ne? Recimo, izhajam iz tega, ni nujno, da je tako. Kaj bi vi rekli? Ali Evropska unija potrebuje diplomacijo in ali države članice potrebujejo diplomacijo? Hvala. Kolega Senčar, potem pa bomo poskušali odgovoriti na ta vprašanje. Moje vprašanje je pa za profesor Brožičevo pa profesor Rupla, in sicer zdaj smo priča oziroma smo soočeni z mejami tega postmoderne doktrine win-win, da z sodelovanjem narašča v bistvu soodvisnost, ki nas povezuje, če pomislimo, ne vem, zdaj na EU pa Rusijo pa EU in Kitajsko. In vedno bolj prihaja do izraza, da je v bistvu ta odvisnost, ki je s tem nastala, v bistvu asimetrično izkoriščena kot vzvod pritiska na Evropsko unijo. In kar naenkrat se kaže, kako je spet v ospredju potreben razmislek o tej hard power. Zdaj pa, kot človek razmišlja o ukrajinski oziroma prihodnosti Ukrajine, ki želi za po koncu vojne neka varnostna zagotovila. Tu se pojavljajo zdaj nekatere tretje države, ki bi ta zagotovila lahko ponudila. Evropske unije
tukaj nekako ni, a ne. Umanjka v tej enačbi oziroma edino, kar preostane, je v bistvu to institucionalno zagotovilo vključenosti Ukrajine kot članice Evropske unije. In naslednji mesec, oziroma to je zdaj že ta mesec, konec junija je Evropski svet spet na sporedu, ko naj bi bila razprava o mnenju, ki ga bo komisija izdelala, mnenju glede na prošnjo za članstvo. In če človek pač pomisli na vse to počasno odločanje v Evropski uniji, imamo lahko spet nevarnost. Vsi si želimo Evropsko unijo kot močnega igralca, ampak ko pa pride do dejanskega primera in vprašanja, kaj pa lahko ponudimo, pa smo lahko brez nekega odgovora. Pa me zanima vajin razmislek in komentar o tej dilemi. Hvala lepa, Igor. Torej vprašanja so bila zastavljena, za odgovore na nje imamo dobrih 15 minut. Spet tisti, ki boste odgovarjali, imejte v mislih, da za govorce sledi kosilo, tako da med vašim izvajanjem in kosilom ste samo vi. In kar prosim, da morda začnemo kar v tem vrstnem redu. Najprej Petra, potem Boštjan, Lili in na koncu še profesor Rupel. Prosim. Tako, super, hvala za zelo umestni vprašanje, torej ali je to avtonomni pojem in pač glede tega, kako ga potem razlagale države članice. Torej ja, jaz mislim, da vsekakor je avtonomni pojem, ker ne najdemo ga zgolj v sekundarni zakonodaji, ampak tudi na ravni primarnega prava, ne, recimo že pravičnost je omenjena v 2. členu pogodbe Evropske unije, ki govori o vrednotah, na katerih temelji EU in pa države članice. Omenjena pa tudi na več drugih mestih, recimo v pogodbi, čisto različnih, na primer v okviru konkurenčnega prava, pa tudi v okviru območja svobode, varnosti in pravice, recimo glede tega, da morajo države članice ravnati oziroma obravnavati državljane tretjih držav pravično, ne, fair treatment, na primer. Ne. Ampak seveda to nikjer ni definirano, kaj to pravičnost pomeni, nikjer sodišče se s tem še ni ukvarjalo, ne, niti v teoriji ni to definirano. Me malo spominja poleg evropske suverenosti tudi na pojem solidarnosti, ne, ki ga recimo z tega vidika, in gotovo bo prihajalo, kljub temu, da je to avtonomen pojem EU, do različnih interpretacij, ampak seveda bo po državah članicah, ampak bo to seveda odvisno od tega, kako razumemo pravičnost, ne, ker velikokrat je pač ta koncept seveda podvržen kritiki, da je prone to, ne, podvržen zlorabam, ne, kakorkoli ga želimo definirati, ga pač od primera do primera definiramo in tvistamo sem in tja, in seveda bo tu pač ključno, kaj to pomeni, ne, ker zdaj vse, v bistvu pravičnost vodi oblikovanje sekundarne zakonodaje na teh področjih, ki sem jih omenila, tudi naslovi soft law, recimo v naslovih imamo že pač pravičnejši trg in tako naprej, ne? Nikjer pa to ni definirano, kaj s tem mislimo. Torej, ali je to nek standard pravičnosti za konkretno presojo nekega ravnanja v konkretnem primeru, ne? Ali je to zgolj neki kravni pojem, recimo, ki usmerja zakonodajo v to, ali bo bolj distribucijsko naravnana ali na nek drug način. Ne? Predvsem od tega bo potem tudi odvisno. No. Hvala. Težko vprašanje pravičnosti. Nekdo je predlagal, da namesto, da poskušamo definirati tisto, kar je pravično, da se ukvarjamo s tem, to pa nekako vsi dobro vemo, kako prepričevati nepravično. Tako. Torej, v tem primeru bodo potem ljudje bolj zaupali, če se bodo počutili, da niso nepravično tretirani. Hvala. Kar se tiče samih pokrajin, kot ste sami ugotovili, stroka je v 30 letih naredila čisto vse. Mednarodne študije, primerjave, pripravili smo celotno zakonodajo. Leta 2008 takrat je bila seveda velika škoda, da je zmanjkal tisti eden glas za to, da bi prišlo do ustanovitve pokrajin. Dejstvo je z mojega vidika, se pravi, vse, kar smo mi zdaj pripravili v okviru strokovne skupine skupaj z občinami, je naša naloga samo, da to predamo v Državni zbor. Kar pomeni, da če bo vse tako, kot bi moralo biti, bo v mesecu juliju Državni zbor dobil na mizo paket celotne zakonodaje, kar pomeni, da se bodo pač morali vrli politiki še enkrat usesti in začeti odločati, risati meje in na koncu sprejeti odločitev, ali ustanovijo pokrajine ali ne. Tako da novi predsednik vlade bo imel na mizi eno veliko delo, ki je strokovno zelo dobro podprto, tako da jaz mislim, da izgovorov ni več, pomembno je samo to, da se politika na koncu odloči in kot sem povedal, ni več pomembno, koliko pokrajin, pomembno je, da se ustanovijo.
Če smem za sekundo sprovocirati tole debato. Zdaj, tvoje puščice, ki si jih imel narisane, so se vse dogajale znotraj nacionalnih meja Republike Slovenije. Sam si pa v svoji razpravi pripovedoval o Evropski uniji in pojavu regiopolisa. Zdaj me zanima, če bi ta geografski prostor razprl, v kolikšni meri pa se že dogaja zadnjih 30, 20, 10 let in koliko se bo to po tvojem predvidevanju dogajalo v prihodnje, v kolikšni meri pa gredo puščice proti Gradcu, proti Celovcu, v kolikšni meri gredo puščice iz Kopra, Nove Gorice tja proti Italiji in v kolikšni meri, ker to je tudi dokaz potem privlačnosti in robustnosti neke politične državne tvorbe, v kolikšni meri gredo te puščice iz tistih regij v Slovenijo. Obstaja morda taka? Ja, pregled je pripravljen, se pravi v dnevnih delovnih migrantov v Avstrijo je okrog 23.000, v Italijo 14-15.000, na Madžarsko 1, 2, 3, žal Madžarska ni toliko zanimiva za nas, na Hrvaško je tudi zelo malo, dočim iz zahodnih držav, se pravi, nimamo delovnih migrantov praktično, jih imamo pa kar nekaj iz Avstrije. Vendar je tu ključni problem tudi v tem, to, kar se nam kaže zdaj v praksi, da se tam obmejna območja medsebojno ne povezujejo v smislu izgradnje širše komunalne infrastrukture. Razlog za to pa je v šibki finančni sposobnosti občin. Se pravi, če bi, recimo primer, se lahko celotna Goriška in Južna Primorska povezala skupaj z Furlanijo Julijsko krajino, potem mi ne bi imeli ne mi, ne Italijani tolikšnih problemov recimo pri oskrbi s pitno vodo. In vemo, da imamo tam zelo velike probleme pri rižanskem vodovodu in tako naprej, tako da v Italiji kot v Sloveniji imamo zelo velike probleme pri dobavi, tako da tudi malce smešno zgleda. Jaz sem bil večkrat povabljen na neke, bi jaz tim rekel, bilateralne pogovore, ko je na eni strani so bili deželni glavarji, ki so predstavljali seveda celo širše območje, na drugi strani so se pa v Sloveniji oziroma slovenske strani pogovarjali predstavniki oziroma župani nekaterih občin in dejansko nas tudi zunaj ne jemljejo resno v smislu tega medsebojnega čezmejnega sodelovanja, tako da že tudi iz tega vidika bi seveda bilo to zelo pomembno, ker samo na ta način, z temi povezavami bi dejansko lahko spodbudili gospodarski razvoj in seveda začeli tudi ohranjati obmejna mesta, kar je zelo pomembno. Čeprav je potrebno povedati pa, da je, se pravi, obmejno območje v Sloveniji postalo izjemno zanimivo za naseljevanje risov, medvedov, ježev, žab in tako naprej. Tako da, če ne drugega, bomo imeli pa to tam. Tako da. In volkov. Lili, beseda je tvoja. Hvala lepa. Jaz bi izpostavila rada samo eno zadevo v povezavi s tem vprašanjem. Meni je zanimiv bil odziv držav članic Evropske unije na to, kar se je zgodilo recimo v Ukrajini. Torej, takoj so se vsi postavili na eno ali drugo stran. Torej, ni bilo nekega skupnega odziva, šele kasneje so se začele neka dogovarjanja, sankcije gor in dol. In v strateškem kompasu je zapisano, da želi biti Evropska unija strateški akter. Torej, z nekim enotnim nastopom, pa z iskanjem rešitev, sploh recimo kot z neko mediacijo, ne moreš po mojem prepričanju biti globalni akter. In zdaj ravno to, kar je profesor Rupel omenil, kdo je tisti, ki sedi na tem vlaku ključnem in kam ta vlak pele. Jaz bi pričakovala, da bo potem iz te strani prišla neka pobuda, vsaj mogoče za usklajevanje ali kakršenkoli način za mediacijo tega, kar se tam dogaja. Jaz si samo tako rešitev predstavljam kot neko mediacijo, nikakor pa ne to, kdo je za, kdo je proti, kdo je na čigavi strani, ker to ne pele nikamor. Ker situacija, ki tam je, ni črno-bela, ampak ima veliko več odtenkov sive, kot jo poznamo za ene knjige. Torej, pobuda za neko mediacijo, za vzpostavljanje, ker zdaj to počnejo drugi, ne vem, so se Turki v te zgodbe vpletli in cel kup nekih akterjev je. Te pristopi so za moje pojme zelo solistični in če ne bo prišlo do neke zgodbe, pobude s strani Evropske unije, jaz si tukaj zdaj predstavljam Evropsko službo za zunanje zadeve kot tisto mogoče primerno, da bi neko pobudo dala, ampak mora res povezovati, ne pa razdvajati, ker je zdaj že vse za moje pojme zelo napeto in mislim, da si ne želimo imeti nekega zidu zdaj,
tako kot smo nekoč imeli berlinskega, na tej kompletni črti, ki se je kar precej dol nizko proti jugu vlečeno. Tako zelo na kratko, da sledim temu napotku, ki ga je dal moderator. Hvala. Profesor Rupel. Hvala lepa. No, bom šel po vrsti. Vprašanje, ali bi Prodi bil lahko predsednik Evropskega sveta? A ja. No, zdaj, jaz sem omenjal malo prej en intervju Manfreda Webera, to se pravi predsednika Evropske ljudske stranke, ki je sicer predstavnik Nemčije tudi, ne, in nemške CDU. On predlaga, da bi Evropska unija, da bi si izvolila, neposredno izvolila predsednika Evropske unije, podobno kot Jambrek predlaga v ljubljanski pobudi. In zdaj seveda, to pomeni, da bi funkciji torej predsednika komisije in predsednika sveta na nek način sovpadali in to bi pomenilo, da bi seveda bodi si Prodi, bodi si nekoč predsedujoči Evropske unije, zdaj pa gospod Mišel, da bi bila oboje skupaj. Kar zadeva zunanjo politiko, Borrell je nominalno združil dve funkciji, torej funkcijo komisarja in funkcijo visokega predstavnika za zunanjo in varnostno politiko. Vendarle Borrell se ne pogovarja s Putinom. Ne? Borrell je bil, če se prav spomnim, na nekaterih sestankih precej na nekaterih mednarodnih srečanjih precej umaknjen v drugi plan. On ne predstavlja neke, da tako rečem, ni utelešenje evropske zunanje politike, zelo preprosto povedano. Dosti bolj sta bila utelešenje evropske zunanje politike nekoč Genscher ali pa recimo Dumas ali pa Heard ali pa Patton in tako naprej. Tle smo se oddaljili od principa avtoritete na področju zunanje politike. Danes zunanjo politiko vodijo uradniki, taki bolj ali manj spodobni ljudje, Borrell vsekakor to je, ampak da tako rečem, karizme pa nima, ne, da bi predstavljal torej evropsko zunanjo politiko. Ampak evropska zunanja politika seveda je možna, ali pa evropska diplomacija je možna, če se Evropa razvije v nekaj več, kot je zdaj. Se pravi, če se bolj poveže, če postane država, zelo preprosto povedano. Če Evropska unija ni država, ne rabi zunanjega ministra, če Evropska unija ni država, ne potrebuje vojske in ne potrebuje obrambnega ministrstva, če pa je, nujno potrebuje oboje. Jaz ne vem, zakaj se bomo odločili. Jaz bi rekel, če hoče Evropska unija parirati Združenim državam Amerike, Rusiji, Kitajski, mora postati država oziroma neka tesno povezana skupnost. In to pomeni, da potrebuje evropsko diplomacijo in evropsko vojsko. Zdaj, ali bi to uspelo ali ne, to je pa zdaj drugo vprašanje. Zdaj, kar se tiče vprašanja o regijah oziroma pokrajinah, jaz nisem strokovnjak za to področje. Jaz se sam spominjam, kakšne razprave so imeli takrat v vladi tam pred letom 2008. Po eni strani nam je zmanjkalo časa, po drugi strani je bilo interesov preveč in je bilo predlogov za pokrajine preveč. In je bilo videti, kot da se bodo pokrajine približevale po svojih dimenzijah kakšnim večjim občinam, da skratka ni bilo prave volje potem, da bi se Slovenija v resnici regionalizirala v neke primerno velika ozemlja. Zdaj, prej je bil govor o kontaktih med našimi pokrajinami in recimo temi deželnimi glavarji in tako naprej. Sam sem bil večkrat navzoč na takšnih sestankih oziroma
ali pa sem jih opazoval, ali pa sem o njih kaj prebral. V resnici Slovenija ni urejena na tak način, da bi lahko funkcionirala navzven v teh regionalnih povezavah. Ne more se predsednik ene občine pogovarjati z enim deželnim glavarjem. Jaz sem bil enkrat ravno pri vas v Gorici, če se spomnite, sem bil na nekaj sestanku, ki ga je celo vodil Golob, če se prav spomnim, EZTS. Ne. To je en velik problem. Ne. Jaz se spominjam naših ambicij, da bi oblikovali euroregijo. Kdo bo zdaj v tej euroregiji? Cela Slovenija ali mogoče kakšna ad hoc sestavljena pokrajina? Skratka, ogromno težav imamo zaradi tega, ker nismo pravilno organizirani v pokrajine. Zakaj pa nismo? Zdaj bom pa jaz povedal svoje rekel, laično mnenje. Pokrajina pomeni, da občina dobi več pristojnosti, da občine dobijo več pristojnosti in da se mora država odpovedati določenim pristojnostim. Niti država ni zainteresirana, da bi se odpovedala svojim pristojnostim, niti občine niso pripravljene na to, da bi se organizirale kot pokrajine. Tle je po mojem glavni problem. Ne? Vprašanje pristojnosti. Ne? Ali se je država pripravljena odpovedati določenim pristojnostim na ogromnem številu področij. Ne? Slovenija ne more biti federacija kot Nemčija, ampak nekaj podobnega kot Avstrija bi pa lahko bila. Ne? Potem še eno vprašanje profesorja Senčarja. Evropska unija nima svoje lastne obrambe. Za obrambo Evropske unije skrbijo Združene države Amerike. Ne? In v zadnjem času se dogaja celo to, da en del evropskih držav bolj zaupa Združenim državam Amerike kot pa kontinentalnim, mislim, da ste vi to tudi sami govorili, ne? Bolj zaupa Združenim državam Amerike ali pa celo Veliki Britaniji kot pa kontinentalnim silam. To je seveda ena anomalija, nekaj neverjetnega, ne? Ampak zgodilo se je to, da se je Evropska unija začela deliti in da obstaja neko nezaupanje. Profesor Jambrek je govoril o tistem nezaupanju v začetku v svojem referatu med Poljsko in Evropsko komisijo. To je en hudič, ki bi bilo treba premagati, ampak Slovenija tukaj seveda ne bo akter. Tu se bodo morali najbrž še drugi kaj dogovoriti. Zdaj, kar zadeva torej te puščice, o katerih je govoril kolega malo prej. Seveda, jaz mislim, da bi bilo smiselno, če bi se Slovenija organizirala na ta način, da bi imela, da tako rečem, še neko širše območje, ki ne bi bilo tako široko, kot je Evropska unija. Zdaj, jaz osebno moram reči, da sem zelo obupan nad povezanostjo Slovenije s tem širšim območjem, pa tudi z Evropsko unijo. Mi smo se odpovedali letalskim povezavam iz Ljubljane, praktično ni mogoče nikamor več leteti, razen v Frankfurt. Jaz sem potoval v Prago zadnjič in sem moral potovati preko Amsterdama, tako da dajmo se zavedati, kaj se nam je zgodilo. Ne? Pa še eno vprašanje. Ali je Evropska služba za skupnost zadeve, ali jo rabi Evropa in ali jo rabijo države? Če Evropa hoče biti država, potem seveda rabi evropsko diplomacijo. Če pa Evropska unija ni država, potem najbrž evropske diplomacije ne potrebuje. Kot jaz gledam, ta evropska diplomacija nima prave funkcije oziroma ni zelo uspešna. To so dobre službe za zaslužne diplomate, drugače pa jaz mislim, da nima nekega samostojnega življenja in nekega samostojnega dometa. Hvala lepa. Hvala lepa, imam isto napisano na listku, nisem nas vprašal, da bom listu govoril, me zanima,
Hvala lepa, ta razprava se bo gotovo lahko še nadaljevala po kosilu. Na kosilo vabim današnje govorce, dobimo se spodaj v avli, ko boste spodaj, vas popeljem čez ulico. Moram reči, da sem v tej razpravi izjemno užival. Namreč, čeprav smo se osredotočili na dobro upravljanje v Evropski uniji, ki mora biti pravično, varno, temelječe na načelu subsidiarnosti, decentralizacije, dotaknili smo se seveda tudi dobrega upravljanja zven v diplomatskem smislu, pa smo ugotovili, da če se že sprašujemo, kakšno Evropsko unijo hočemo, je to vprašanje neločljivo povezano tudi s tem, kakšno državo hočemo in v kakšni državi pravzaprav smo. In tu se odpira neka zelo velika problematika, ki jo je nakazal profesor Rupel in ki sem jo jaz, takrat, ko sem vas jezil v parlamentu, kot se dejal, označil preprosto z drobnjakarskim provincializmom. Slovenci se na nek način se počutimo, kot da smo popek sveta, menimo, da se vse vrti okoli nas, po drugi strani smo po resnici zapleteni v svoj drobnjakarski provincializem, iz katerega se je zelo težko izviti, in če se ne moremo izviti niti iz tega, potem zelo težko kot politična skupnost vplivamo na to, kakšno Evropsko unijo hočemo. Imamo pa lahko vsaj ideje, ki jih lansiramo navzven in skušamo to spremeniti. Zdaj pa gremo, kot rečeno, na kosilo in se vidimo nazaj okrog 2 ure, morda tudi kakšno minuto prej. Hvala lepa.